Na današnji novinarski konferenci so se mestni svetniki Liste za pravičnost in razvoj odzvali na javne očitke mariborskega župana Franca Kanglerja, kot tudi spregovorili o delovanju župana in mestne uprave. Na tej isti tiskovni, kjer se je gospod župan ukvarjal z nami, je gospod župan tudi dejal, citiram, Auerja pozivam, naj začne pozitivno delati za to mesto in ne za svoj osebni interes in za interes svoje stranke. In na podlagi te izjave v LPR zelo resno razmišljamo o tožbi zoper gospoda župana, tudi o tožbi zoper gospoda podžupana Verliča, ki je povedal to, kar je že povedal Primož, da namerno rušimo stvari, in sicer zato, ker nas je gospod župan obtožil, klevetal, zavajal javnost in lagal javnosti. Če pride do tožbe, kakšne sodbe pričakujete? Poglejte, to, da bo tožba, je seveda napovedala ena iz naših članic. Jaz bi seveda bil veliko bolj vesel, da se župan vse enkrat javno praviči, ker misli, da nam ponovno dela krivico. Udrihati po ljudeh je seveda nekaj, kar je njegova praksa. Spomnimo, lansko leto je udrihal po predsedniku vlade, Borutu Pahorju, predtem po predsedniku Janezu Janši, še malo nazaj udrihal po nekaterih direktorjih in jih označil za kriminalce, pa zdaj udriha po ministrici za kulturo, ker pač naj tam ne bi delali dovolj ažurno, pa udriha po vseh, ki seveda mislijo drugače glede gradnje pod Pohorjem, pa po vseh, ki mislijo drugače glede gradnje na Studencih. Ta teden sem pač jaz tisti, ki je deležen njegove, bi rekel, obsodbe in kritik, ampak to seveda nikamor ne pelje. Jaz razumem to, da moraš megliti prostor, če seveda nekje drugje gori, da daš dim, pa da seveda pač obrneš pozornost na to. Ampak gledajte, mi se moramo soočiti s katastrofalnim stanjem v mestu, s katastrofalnim stanjem v financah, s tem, da nam padajo vsi projekti in to, da se gremo zdaj veseliti seveda ob otvoritvi azila, ki smo ga vsi Mariborčani zgradili. Torej, vsi smo prispevali teh 1 200 000 evrov, potem bi se moral ves Maribor zdaj veseliti, ne samo izbranci in povabljenci. Hkrati pa seveda ocenjujemo, da bo računsko sodišče, ki se je zdaj najavilo, pa ne zaradi Stojana Auerja, ampak zaradi najverjetneje poročila nadzornega odbora, ugotovilo še marsikaj, med drugim tudi netransparentnost v samem delovanju mestnega sveta, na katerega se župan tako rad sklicuje. Torej, netransparentnost v pogledu, ali so mestni svetniki, potem, ko postanejo mestni svetniki, lahko že čez nekaj časa tudi direktorji javnih podjetij, svetovalci oziroma še več, ali lahko ti isti svetniki, ki dvigujejo roko in za katerimi se pač zdaj z nekimi odločitvami skriva, prejemajo naša sredstva iz naše blagajne, iz našega proračuna direktno, bodisi preko podjetij, bodisi preko društev ali pa preko nekih šolskih ustanov brez razpisa. To je temeljno vprašanje in jaz osebno in naša lista bo še danes naslovila na predsednika vlade Boruta Pahorja vprašanje, ali to pravzaprav zakonodaja dovoljuje, da lahko mestni svetnik, potem ko to tudi postane čez noč direktor javnega podjetja, seveda sam sebi poroča, sam sebi potrjuje zaključni račun in seveda dviguje najverjetneje za neke druge stvari, pač v interesu ljudi, ki sodelujejo tako ali drugače roko. Jaz mislim, da to, če ta zakonodaja spet ne vemo, nismo pravniki, ne dopušča ali pa dopušča, potem je treba takoj in nemudoma pristopiti k spremembi zakonodaje, da se to ne bi ponovilo. Danes se je Lista za pravičnost in razvoj na novinarski konferenci odzvala na vaše očitke, da izvajajo nerazumno gonjo proti pozitivnim projektom v mestu in sicer so povedali, da celo razmišljajo o tožbi zoper vas in podžupana Verliča za laganje in klevetanje. Kako komentirate? Težko komentiram za to, ker če so za Lista za pravičnost in razvoj, potem bi morali nekatere projekte razvojno podpirati. Če pa me spomin ne vara, so pa tudi takrat, ko smo lokacijo za azil za živali potrjevali, zapustili vsi sejo in želeli povzročiti nesklepčno sejo. In takšnih sprenevedanj je z njihove strani v zadnjem času kar veliko. Napovedano je tudi bilo, da bodo še danes poslali vprašanje premierju Borutu Pahorju in sicer
z vsebino, da se podeljujejo funkcije mestnim svetnikom, ki na to ne odstopijo z položaja mestnega svetnika, kot tudi, da se podeljujejo finančna sredstva brez razpisov. Kako to komentirate? Ni pristojen predsednik vlade, da odgovarja na taka vprašanja, kadar mestni svetniki sprašujejo. Na vse te odgovore in vprašanja, ki jih podaja gospod Stojan Auer, gospodu Pahorju je že v prejšnjem mandatu služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj odgovorila. V prejšnjem mandatu je bil gospod Čepič, mestni svetnik in mislim, da tudi gospod Blažič. Oba dva sta bila tudi aktivna člana SD-ja, mestna svetnika, en je bil direktor Pristana, drugi je bil direktor dvorane Tabor. Ministrstvo za lokalno samoupravo je takrat dalo mnenje, da lahko opravljata obe dve funkcije. Zakon se v tem danem trenutku od takrat do danes ni spremenil in mislim, da je relacija svetnik in biti direktor popolnoma jasna. Iz vrst mestnih svetnikov Liste za pravičnost in razvoj je bilo tudi danes slišati, da se mestni svet v zadnjem času predvsem ukvarja z dvigovanjem cen, ukinjanjem ugodnosti občanom, ter da je mestna občina dejansko zadolžena brez denarja in da že bi naj zmanjkovalo denarja tudi za sejnine mestnim svetnikom. To ne drži. Mogoče bi pa bilo prav, da mi Lista in pravičnost predlaga, da znižamo sejnine mestnim svetnikom in da so preveč plačani. Jaz moram reči, da mestni svetniki delajo dobro, vse tisti, ki so v koaliciji, in da če lahko dela v koaliciji 14 različnih svetniških skupin in 14 različnih skupin, ki različno mislijo, dobro za županom, potem je to velika bolečina za mariborski SD, predvsem pa za Listo in za Listo za pravičnost in razvoj, ker jih v zadnjem času ne razumem in mi naj en njihov predlog povejo, ki je bil dober predlog za razvoj Maribora in pošten predlog, predvsem pošten. To, kar pa je koalicija leta 2006 obljubila mestni občini Maribor, predvsem občanom, smo mi dali vse v realizacijo in tudi je vse realizirano. Prav gotovo njih boli, da imamo otvoritev azila za živali, drugo leto otvoritev Lutkovnega gledališča, da gradimo novo gondolo, da imamo obnovljen Naskov dvorec, da smo dobili kulturno prestolnico, zimsko narzijado, da smo prvi v Sloveniji, ki imamo brezžični internet in seveda brezplačni 2 uri na dan v Mariboru, da imamo karte za invalido, da so naši gasilci dobili 3 lestve za gašenje predobene in to so projekti, ki jih peljemo, ki delamo na njih, garamo. Nekateri pač se ukvarjajo bolj z svojo stranko, z svojo osebno promocijo, drugi bolj aktivno delamo in garamo.